Mestna občina Kranj se odziva na izzive sodobnega trajnostnega načina načrtovanja mobilnosti in prometa. V Kranju smo pridobili okoli 100 tisoč evrov evropskih sredstev za izdelavo celostne prometne strategije, kamor spada prometna ureditev v mestnem jedru. Ta ima zeleno luč strani vseh svetniških skupin. Svoje predloge pa so obelodanili tudi občani Kranja v anketah in na javni delavnici. To smo začeli delati tako, da smo najprej začeli ljudi anketirati v zvezi s tem, kakšna so njihova mnenja. Imeli smo pa 3 različne vprašalnike. Eden je za vse Kranjčanke in Kranjčane, torej tisti, ki ne živijo tam, da bodo povedali, kakšen stari Kranj si želijo. Potem smo imeli za prebivalce krajevne skupnosti center, tisti, ki noter prebivajo, živijo, parkirajo, in pa še za vse tiste, ki upravljajo kakršnokoli dejavnost v mestu, torej za gostince, trgovce, cvetličarje in tako naprej. Na javni delavnici so bili predstavljeni tudi delni rezultati omenjene ankete, smernic in evropskih trendov. Poiskati ustrezne rešitve za prometno ureditev ni mačji kašelj, zato je potreben čas in veliko kompromisa vseh strani, tako občanov kot predstavnikov lokalne oblasti. Trenutna ureditev v samem mestu je primerna, tako da je, bi lahko rekel, volk sit in koza cela, in je pa mehen nemoralno, da vsak župan ali pa vsaka nova občinska oblast skuša to spreminjati in to daje določen odpor ali zima celo revolt ali pa razočaranje in nevednost pri ljudeh, kako se obnašati v primerih novih prometnih ureditev. V Kranju se težko kjerkoli parkira, sploh v mestu. Drugač zdaj ureditev ni najboljša, tako da zaradi tega smo tukaj, da bomo prišli do kakšne boljše rešitve. Rešitev je, da bi samo, morali garaže narediti za tiste ljudi, ki not stanujemo. Za ostale ljudi, ki pa prihajajo v mesto, bi moral biti pa nek parkplac v bližini, ker danes recimo lahko, če hočete v gledališče, če hočete v galerije gledati, če hočete v muzej, morate parkirati neko naklon, da ni treba plačati, in kdo bo šel v Kranj. Poudarjam, niti ena stvar še ni fiksirana. Osnutek odloka je napisan, vse stvari bomo uskladili z zainteresiranimi javnostmi, zato tudi ne hitimo s procesom. Ko bomo opravili prve delavnice, ko bomo videli pripombe, ko bomo opravili diskusijo, bomo zadeve korigirali, opravili še eno delavnico, potem bo pa, ko bomo ocenili, da je pa zrelo za namestni svet, bomo pa spremenili odlok. Končni cilj urejanja in spremembe prometne ureditve mora biti višja kakovost bivanja in privlačnost mesta ter s tem večji obisk Kranja.